nami Uroš Šuštar, odvetnik v odvetniški družbi Rojs, Pelham, Prelesnik in partnerji. Uroš, živjo. Živjo, Tonja. Kot odvetnik, kaj te najbolj izpopolnjuje pri tvojem delu? Kaj najraje počneš? Da najraje počnem projekte, kjer imam občutek, da sem koristen. Se pravi, rad pomagam strankam, da čim ceneje, čim hitreje mene ne rabijo več, zato ker je zadeva rešena, ker se je projekt začel, ker so se v sporu dogovorili, preden je stvar prišla na sodišče. Ker takrat imam občutek, da razbijam tudi mite o tem, da odvetniki skrbimo samo zase na način, da podpihujemo eno ali drugo stranko, da zadeva čim dlje traja. Naziv Master of Law si pridobival tudi na Univerzi Cambridge. Pa me zanima, kaj je recimo en poudarek, ki si ga iz študija prava v tujini prinesel nazaj v svojo odvetniško prakso v Sloveniji? Ja, drži. Res sem študiral 1 leto v Cambridgeu, kjer sem spoznaval angleški pravni sistem, glede katerega je sigurno glavni poudarek praktično reševanje težav. V končni fazi za uporabnika prava, za stranko in tu praktično miselnost upam, da sem prinesel tudi nazaj v Slovenijo. Ti veliko daš na to, da svoje znanje in svoje veščine predajaš naprej. Kako to počneš? Najprej si dovolim še kratek odgovor, zakaj. Mislim, da znanje je žival, ko enkrat gre iz stekleničke, ne gre več nazaj noter. Tak Aladinov duh. Ampak se mi zdi, da v trenutku, ko bom jaz nehal svoje znanje predajati, pa ga bom začel držati zase, takrat bom profesionalno mrtev. Zato, ker se bom nehal truditi, da jaz dobim še nekaj več, še nekaj novo znanje, ampak bom zadovoljen s tem, kar imam, kar je eden od glavnih strahov. No, in to je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj se mi zdi, da moram mladim ali pa mlajšim od sebe predajati znanje na podoben način, kot sem ga dobil jaz. Tudi jaz sem imel mentorja, ki je bil zelo aktiven, ki se je veliko z mano ukvarjal. Še to mi povej, kaj boš s sabo vzel iz 10. generacije programa AmCham Young Professionals? Sem se v Young Professionals prijavil v prvi vrsti z razloga, ker se mi zdelo, da je to networking event, v čemer sem se jaz doslej počutil nelagodno. Pa se je potem izkazalo, da je v resnici vse kaj več kot en networking event in da v Sloveniji obstaja velika količina ljudi z dobrimi idejami, ki jih znajo tudi na dober način skomunicirati. In če nič drugega, bom s sabo vzel en optimizem, ki mogoče v Sloveniji na vsakodnevni bazi premalo prisoten.